Dober dan. Jaz sem vprašala pogledati, kako so včasih delale kjele trgovine. No, potem sta prišla pa čisto na pravi prostor. Tole je naša muzejska trgovina in takšne trgovine so imeli pred približno nekaj več kot 100 leti, tukaj pri nas v Šaleški dolini, pa tudi drugje po Sloveniji. Kakšne stvari so tukaj lahko kupili in s katerim denarjem? Danes gremo recimo v veleblagovnico, kjer lahko najdemo bolj ali manj vse, kar potrebujemo. Včasih pa je takšna majhna trgovina ponujala vse, kar so ljudje potrebovali. Kaj pa z vsemi temi predali, ki imajo gor številke? Vsak predal je imel različne predmete, ki so potem se v predalu nahajali. Naprimer, jaz imam tukaj gor razstavljena mila, medtem ko so lahko v predalu številka 11 bila shranjena potem še ostala mila. Kakšna je pa ta blagajna? Take sploh še nisem videla. Ja, tole je res ena dokaj stara blagajna, ki se precej razlikuje od današnjih, predvsem zato, ker ne dela na elektriko in trgovec je potem moral s temi drobnimi ročajčki urediti ceno, potem pa zavrtel tole ročico in izskočil je predalček, v katerega je lahko pospravil denar. V tem času so plačevali z dinarji. Takšnemu načinom prodaje smo rekli prekopultna prodaja, zato ker vedno prodajamo kupcu preko pulta. Torej, če kupic pride v trgovino, pove, kaj si želi in mi potem po vseh teh policah ali pa predalčkih poiščemo tisto, kar si kupec želi. Če slučajno česa v trgovini ni bilo, je to naročil, si je trgovec zapisal in mu potem do naslednjič, ko je prišel spet v trgovino, tudi uredil. Dober dan. Dober dan. Jaz bi spet naročil malo sladkorja. Sladkor, ja. Kje imamo že sladkor? Tukaj v predalu se skriva sladkor, ki je v razsutem stanju. Kaj sedaj potrebujemo, da ga lahko prodamo? Vrečko. Pa? Tehtnico. Ali pa zajemalko. Tle je ena. Koliko sladkorja potrebuješ? 3 lopatke, kot včeraj. Tole bo pa... Sladkor je pa zelo drag. Bomo znižali ceno. Ne, se imaš kar prav. Sladkor je bil včasih zelo, zelo drag. In ljudje so si ga težko privoščili, torej včasih si moral imeti kar veliko denarja, da si lahko kupil sladkor. Izvolite. Hvala. A lahko še bombone? Ja, to je to. Koliko lopatk? V bistvu, kolikor gre. Kot smo že omenili, taki trgovini si lahko kupil skoraj vse. Lahko si našel oblačila. Tukaj zgoraj vidimo različne kose blaga, iz katerih so lahko naredili ali oblačila, ali pa tudi recimo posteljnino, kar si pač doma uporabljal. Torej imamo v trgovini tudi različne vrste mil, potem posodo, pa tamle zgoraj na vrhu lahko vidite posode, v katero so spravljali hrano. Pa mogoče zanimivost, tistale bela stvar tamle gor, kaj bi bilo pa to? Čeber. Točno tako. Po zimi, ko je bilo mrzlo, ni bilo preveč prijetno iti po noči ven, zato je bila takšna nočna posoda zelo primerna. V tej omari pa lahko vidite polno drobnih predalčkov in v njih so bile shranjene začimbe. Tako da spet so predalčke odprli in iz njih nadevali začimbe, koliko ste jih potrebovali. Kje smo pa zdaj? Ja, poleg trgovin so bile včasih pogosto tudi gostilne. V gostilni je bilo treba tudi kaj popiti, kaj ne? Zdaj pa ne vem, za vaju vino? Ne. Tukaj notri imamo malinoc, tale steklenička se imenuje kraherl, zato ker je notri kroglica. In ko si torej želel piti, si potisnil kroglico noter in si potem iz nje lahko pil. Te pa mene zanima, če znate vidva natočiti pijačo iz te stekleničke. Ne gre. Poskušaj ti. Aha. Kako ti je uspel? To je pa punčovska moč. V času, ko še ni bilo elektrike, so uporabljali takšne omare, hladilne. Omara je lesena, notri so vse stene obite s pločevino, ki so potem tudi zadržale hladnoto. Kako pa je postalo noter hladno? Tukaj zgoraj je še ena odprtina in tukaj notri so dali kose ledu. Led so si pa pripravili ponovadi že po zimi, takrat so na rekah in jezerih nasekali led. Led so shranjevali pa v ledenicah, to so bile pa posebne votline, ki so vse leto lahko vzdrževale dovolj nizke temperature, da se je led obdržal tudi do poletja. In takšna gostilna ni bila samo prostor, kamor so šli ljudje pit pa jest, pa ljudje so se seveda prišli tudi zabavati. Za zabavo je poskrbela recimo takšna glasbena omara. So jo morali najprej naviti in pa potem v omaro vreči kovanec.